En lep pozdravček ponovno od Barbare. Že kar nekaj časa se nisem javila tule v živo. Delavnice, seminarji, temelji, morje, vse živo se dogaja, veliko dela, nove knjige, tako naprej, a ne? Tako da, evo, zdaj sem malo spet našla en trenutek, da nekaj spet delim z vami. In sicer vsaka sodba, ki jo usmerjate v svoje telo, vsako sodbo, ki jo usmerite v svoje telo, dejansko urejate svoje telo. Vsaka sodba v Accessu imenujemo je to točka urejenosti. Ne, naprimer, če rečete predebela sem, ali pa presuha sem, ali pa prestara sem, ali pa kaj še recimo govorimo. Ja, pač tukaj mi nekaj visi, tukaj mi nekaj štrli in tako naprej, a ne. Dejansko vsako to sodbo uredite svoje telo na ta način, da dejansko začne temu slediti potem. Ne? Vse, kar usmerite v svoje telo, telo temu sledi. Torej, telo je taka pridna živalca, ki vsemu tistemu, kar usmerjamo v njega, enostavno pač nas uboga in temu sledi. Ne? In dejansko so ugotovila, ne, da je bolezen to, da ljudje te svoje sodbe in poglede, ki jih usmerjajo v svoje telo, toliko ponotranijo, da telo nima druge možnosti, kot da se odzove na te poglede, na te sodbe, ki jih ljudje usmerjajo v svoje telesa z boleznijo. Ne? In ko recimo zbolimo, kaj se dogaja? Ko zbolimo, grejo naše celice v kaos. Ne, zato, da bi lahko aktivirale in aktualizirale naš imunski sistem. Ne? In dejansko, če gre naše telo v kaos, da bi lahko pač premagali to bolezen, ne, verjetno tudi moramo v naše telo vnesti kaos, zato, da bi lahko premagali kakšno drugo omejitev. Ne. In to je tudi ta red in kaos. Ne. To sta dva elementa, torej predvsem element kaosa. Ne. En lep pozdravček vsem, ki ste se pridružili zdajle, maham. Torej, ta element kaosa, ne, to je lani, je tako zelo en velik element je prišel v Accessu, kaos, ne, ker dejansko so ugotovila, ne, da ljudje skušajo urediti svoja življenja z namenom, da bi se nekaj spremenili, ampak to ne deluje. Dejansko moramo v svoje življenje, v svoje telesa z namenom, da bi se nekaj spremenili, z namenom, da bi ustvarili več možnosti vnesti kaos, ne. In vse posod, zdaj sigurno, ker je jasen kaos, ni v redu kaos, je slab, nekaj so nam celo življenje so nagovorili, ja, recimo, če smo imeli razmetano sobo, ali pa če smo imeli razmetano stanovanje, kakor pač na mizi, tako v glavi in tako naprej, ampak to je neka druga stvar, ne. Vse posod, kjer imate poglede, da je kaos nekaj slabega, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong with them, potem pa online shorts, boys and beyond. Vse posod, kjer imate pogled, da je red pravi in kaos napačen. Bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti? Right, wrong with them, potem pa online shorts, boys and beyond. Ne gre se za to, da bi bil red pravi ali pa kaos pravi ali pa red napačen pa kaos napačen, ampak gre za to, da dejansko bi morali biti zmožni uporabljati oba, ne, pogledati, kaj bo v kateri situaciji več ustvarili, več možnosti, ne. In kar se tiče našega telesa, ne, glede na to, da smo jih toliko uredili na podlagi teh svojih sodb, je običajno kaos, ne. In tudi ti telesni procesi, Accessovi, ko polagamo roke po telesu nekoga, ne, dejansko s tem vnašamo tudi kaos v njegovo telo in zato lahko pride do takšnih sprememb, do takih ozdravitev, ki jih prej lahko leta in leta tradicionalne medicine niso prinesla, ne. Čakaj, da vidim malo komentarčke. Ojla, Vesna, Darja, Matjaž, živijo. Ja, torej, ti telesni procesi, Accessovi, vnašajo v telo kaos. Poleg tega smo rekli, namesto v sodbo, karkoli se dogaja z našim telesom, namesto da zavzamemo nek pogled, naprimer, recimo se z našim telesom začne nekaj dogajati in tako gremo v nek zaključek, ja, zdaj pa to, ne. Namesto v zaključek gremo vedno v vprašanje, ok, kaj je to? In vedno, ko gremo v vprašanje, s tem vnesemo kaos. Mislim, vedno, ko zastavimo vprašanje,
Vedno posežemo po teh kvantnih prepletanjih, vesoljnih kvantnih prepletanjih, da se začnejo premikati, da začnejo delovati torej da nam začnejo doprinašati, da nam prinesejo zavedanje, ne, če smo vprašani, okay, kaj je to, ne, vesolje je kaotično, ne, in vedno gremo v vprašanje na ta način, ne strdimo te stvari, s karkoli se dogaja z našim telesom, ne strdimo, ne začnemo tega ustvarjati kot svojo fizično resničnost, ker je lahko marsikaj drugega. Kot sem že večkrat omenila, ne, zaznavamo stvari od drugih ljudi, to sploh niso naše stvari večinoma, ne, ali pa imamo neko zavedanje, nekaj, kar nam sporoča Zemlja, ker tudi Zemlja dejansko nas daje neke informacije, ne, neki želi naš prispevek, ampak mi se tako delamo, kot da smo ločeni od Zemlje, kot da nismo delni in ne poslušamo. Ne. In vedno, ko gremo nek zaključek, neko sodbo, to začnemo, na ta način začnemo urejati svoje telo. A ne. Ja, torej, tudi še eno stvar, ne, tudi mi vedno mislimo, da je sam tista neka negativna stvar, ki jo recimo v konkretnem primeru usmerjamo v svoje telo, da je to sodba. Sodba je lahko tudi nekaj druga. Sodba je tudi recimo, če rečete, imam popolno telo ali pa tole imam pa popolno, ne. Kaj s tem narediti? To je pozitivna sodba. To je isto usmerite v svoje telo, ne, in na ta način preprečite telesu, da bi se na kakršenkoli način lahko spremenilo. Ker namreč naše telo ima svoj pogled, na kakšen način želi biti, ne. Mi ga pa skušamo v nek okvirček stlačiti, ne, v skladu z našimi pogledi, prepričanji, ki smo jih večinoma kupili od drugih in prevzeli od drugih, ne. In ja, če bi telo vprašali, ne, ok, telo, kakšna si ti želiš biti, ne, in bi bili v tem vprašanju, bi nas časoma to telo pokazalo, kakšno si želi biti, in verjemite, da si ne želi biti staro, zgubano, debelo, prenašati preveč teže okoli. Zato, ker veliko ljudi ima pa tako, ja, kaj če zdaj vprašam telo, ne, kaj če se bo potem spremenilo v nekaj, kar mi ne bo všeč, ne. Verjemite, da vaše telo nima tega interesa, da bi se ustvarili na tak način, na kakršen vam ne bi bilo prispevek, in tudi v končni fazi sebi, ne, na kakršenkoli način. Ja, torej prav ta kaos, no, to, kar omenjam, tudi da smo dejansko skozi vprašanje s telesom, ne, tudi recimo, ko delamo telesne procese, accessove, vedno smo v vprašanju, vedno vprašamo telo, kaj pravzaprav potrebuje, kje potrebuje, da damo, pač da položimo roke na telo, ne. Na ta način vnašamo kaos in omogočamo spremembo telesu, kakršnokoli spremembo, ne. Torej, in tudi, da se sploh karkoli spremeni. Medtem ko če smo v sodbah, zaključkih, nekih odločitvah, ne more nič druga se ustvariti, kot to, kar smo sodili, zaključili, izračunali. Hej, Natalija, živjo! In ja, no, ob tej priliki bi vas tudi povabila v soboto na delavnico MTVSS procesa. To sem že večkrat omenila, to je en najbolj dinamičnih telesnih procesov v Accessu. Telesni proces, po katerem telesa največkrat povprašujejo, in ker vedno vprašamo telo, kateri telesni proces bi bil največji prispevek, a ne. In na tej enodnevni delavnici se boste naučili različnih načinov uporabe MTVSS-a, poleg tega pa tudi se boste naučili vaje za prižalca, ne. Prvo, MTVSS obnavlja telo vse posod, mislim, prvega pač odklepa vsa tista mesta, kjer telo na kakršenkoli način ne deluje pravilno, in obnavlja celotno telo, tudi če nimamo tako neke bolezni ali pa karkoli, dejansko omogoča ta telesni proces, da z našim telesom, da se začne prikazovati nekaj drugačnega, da postane bolj lahkotno, pobriše te programe staranja, ki jih imamo vse, te programe, torej te končne molekularne vezljivosti, kar povzroča dejansko, da se pa naše telo začne starati, ne. MTVSS tudi krepi imunski sistem, tako da vsi tisti, ki bi se radi pripravili zdaj na jesen in zimo, pridite, se naučite, izvajate ga lahko tudi sami na sebi, tudi na drugih, dejansko se lahko zaganja, tudi brez da bi se pač roke polagale po telesu, razne načine uporabe ima, medtem ko vaja za prižalc omogoči, da se ponovno začne generirati prižalc, to je žleza, ki je
bila aktivna do 12. leta, potem pa zakrni. Ne? In dejansko ta žleza prižlec, to je središče tega psihičnega zavedanja, vseh teh jasno vednosti, jasno čutnosti, jasno slušnosti, vseh teh jasno, kako bi temu rekla, psihičnih zavedanj, tako se imenuje. Ne? In potem, ko ta žleza zakrni, se premaknemo k tretjemu očesu, kot da je to način videnja v prihodnosti, ampak dejansko je prižlec tisto središče. In ko delamo vajo za prižlec, se potem začne spet generirati prižlec in se potem spet imamo dostop do vseh teh psihičnih zavedanj. Medtem je tudi vaja za prižlec, z njo se vedno napolnimo ponovno z energijo, je pa tudi ena taka mentalna aerobika, ki nam vedno omogoči pri kakršnekoli fizičnem naporu, da nam olajša ta fizični napor in da iz tega, recimo, če neka vadba, če vadimo, da iz te vadbe dobimo več v krajšem času. Seveda pa vsi ti procesi pa v telo vnašajo kaos, tako da se naše telo lahko začne spreminjati. Tam, kjer prej ni bila možna sprememba, postane sprememba mogoča, in telo se lahko začne prikazovati na popolnoma drugačen način, na tak način, na katerega nismo nikoli niti pomislili, da je mogoče. S tem, ko delamo tudi telesne procese, aksesove na našem telesu, se začnejo prikazovati neke zmožnosti telesa, neke zmožnosti, neki talenti, ko nikoli sploh nismo mislili, da je kaj takega možno. Dejansko vidimo, da smo res čarobni, da smo res, če lahko temu rečem, čarovniki, dejansko lahko spremenimo karkoli. Tako da lepo vabljeni v soboto, mislim, da objava je za to delavnico od spodaj, pa bom še tudi pod ta video, jo bom objavila, tako da vabljeni in tudi se veselim, da se bomo s kom tudi na novo v živo spoznali. Evo, en lep pozdravček, vsem skupaj, lepo se imejte in se ponovno vidimo po mojem kar kmalu. Ajde, čau, čau!